Omejenost naravnih virov je dejstvo, na katero se sodobna družba današnjega časa odziva s strategijo trajnostnega razvoja in trajnostne rabe naravnih virov. Ključnega pomena pri ohranjanju naravnih virov je tudi preprečevanje nastajanja odpadkov in zmanjševanje količin odloženih odpadkov. Z namenom aktivnega pristopa k reševanju okoljskih problematik je znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj skupaj z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje marca letos na Ptuju organiziralo nacionalno konferenco o ravnanju z odpadki Slovenija brez odpadkov. To pomeni, da se nekako na konferenci želimo dotakniti problema in izpostaviti predvsem možnosti, ki bi vodile v počasno korakanje proti zastavljenim ciljem v smislu lotevanja odpadkov na samem začetku oziroma izvoru in da se ne ukvarjamo več toliko s tem, kaj bomo z odpadkom počeli, ko odpadek že postane in ne samo, da nastane, ampak dejansko postane tudi problem. Konferenca s pomočjo racionalnih shem ravnanja z odpadki, ki temeljijo na lokalnih potrebah in možnostih ter upoštevajo evropske in nacionalne zakonodajne okvirje, na prvo mesto ne postavlja vprašanja, kako se bomo odpadkov znebili, ampak dejstvo, da smemo povzročati le odpadke, ki jih bo mogoče brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti. Tako imenovani pristop ničelne stopnje odpadkov ali Zero Waste Concept po besedah predsednice organizacijskega odbora konference ljudi vodi k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, v katerih zavrženi materiali postanejo viri za ponovno uporabo. Strategija Zero Waste pomeni, da vse odpadke uporabimo kot surovine, kot vire. To torej pomeni, da tistih odpadkov, ki naj bi jih odlagali, praktično ni, če so, pa so to v zelo majhnih količinah. In to je v resnici možno doseči, ker že z izvornim ločevanjem tiste lokalne skupnosti, ki imajo uveden sistem od vrat do vrat z rumeno vrečo oziroma ločevanje odpadne embalaže, ker praktično vse ločijo biološke odpadke, potem teh mešanih komunalnih odpadkov ostane zelo malo. Po zadnjih podatkih manj kot 80 kg na osebo. In že to je pokazalo, da smo na poti do Zero Waste. V zakonu o gospodarskih javnih službah, zakonu o lokalnih skupnostih, pa tudi o zakonu o varstvu okolja je ravnanje s komunalnimi odpadki ena od izvirnih nalog občin, zato je posledično tudi nadzor ravnanja nad tovrstnimi odpadki njihova naloga. Moje osebno prepričanje seveda je, da je ta celovit pristop možno zagotoviti z izvajanjem obveznih javnih gospodarskih služb na način, kjer za celotno, torej verigo ukrepov, skrbijo javne pravne osebe. Zasebni sektor se pa seveda vključuje na področju, kjer se razvijajo nove tehnologije, nove opreme in tako dalje in je seveda lahko dobavitelj tehnoloških rešitev, ne more biti pa upravljalec in izvajalec obveznih javnih gospodarskih služb, kajti naloga države in lokalne samouprave je, da to področje uredi tudi za vse tiste socialne strukture, ki niso sposobne plačevati tega stroška. In torej je potrebno del sredstev zagotavljati iz davčnih prihodkov, tega pa zagotovo ne more zagotoviti zasebni sektor. Zato je torej to potrebno urediti znotraj obveznih javnih gospodarskih služb z javnimi pravnimi osebami. Kje pa obstaja finančno zaledje za vzpostavitev strategije Zero Waste v Sloveniji? Poglejte, finančno zaledje, mi imamo obdobje 2007-2013 za koriščenje evropskih sredstev, imamo sprejete 3 operativne programe, en izmed operativnih programov je tudi za upravljanje z komunalnimi odpadki. Na tem področju nismo, tako kot sem že prej rekel, stvari uredili, torej nimamo niti pripravljenih vseh zadev, da bi lahko ta sredstva izkoristili. Sedaj seveda bo morala ta vlada v zelo kratkem času, ker od 7 do 12 je torej 5 let minilo, leto in še nekaj mesecev nam ostane, tudi se z Evropsko komisijo dogovoriti, da bomo lahko nekatere stvari preusmerili v projekte, za katere Slovenija ima pripravljene, ampak seveda mora biti strategija dorečena.
Povsem jasno je namreč, da vseh odpadkov kljub ločenemu zbiranju preprosto ni mogoče snovno izrabiti in ukolikor ni drugih možnosti, se energetsko bogate frakcije, predvsem embalaže in kosovnih odpadkov, odlagajo na odlagališčih. Posledično se uvrščamo med države, ki odložijo kar 65% odpadkov. Novost v sistemu ravnanja z odpadki predstavlja tudi ponovna uporaba, ki se po prednostnem redu uvršča pred recikliranje. Trajnostna raba virov je definirana kot taka, ki ne škodi, da ne more neka generacija porabiti vse vire za svoje delovanje in jih potem vreči v neuporabni obliki v okolje. To se pravi, trajnostna raba je taka, ki, ko je enkrat v uporabi, ostane v uporabi in se samo dodaja tisto, kar se nujno zgubi. Mora biti na voljo vsem generacijam, vsemu svetu, da to mora biti to globalna akcija, ki vzdržuje, predvsem se to nanaša seveda na neobnovljive vire, tiste, ki ne nastajajo več v naravi, ampak so enkratno dani in če bomo te porabili in razgubili, razsuli okrog, ne bomo nikdar več do njih prišli. Po mnenju udeležencev okoljskega posveta strategija Zero Waste v primerjavi z odlaganjem in sežiganjem odpadkov nudi tudi nova delovna mesta, surovine in prihranke na mnogih področjih. S tem, da bi rekel, da v zadnjem času niso več aktualne sežigalnice v smislu odstranjevanja teh odpadkov v obliki termične izrabe, ampak gre za odpadke, ki imajo energetsko vrednost in se izrabljajo predvsem v energetske namene. Tukaj bi izpostavil predvsem novi termin trdnih goriv iz odpadkov, ki je v Evropi že sorazmerno zelo uveljavljen, ima tudi ozadje zakonodajni okvir z standardizacijo takih trdnih goriv in mislim, da je perspektiva termične izrabe odpadkov tistega dela, ki se ne izrablja za osnovno izrabo, ravno v tem, da dobimo ena visoko kakovostna trdna goriva, ki se lahko sosežigajo, bodisi v cementarnah ali v energetskih objektih, kar tudi pomeni, da mi ne rabimo novih objektov, ker ti objekti, ki so obstoječi danes, energetski objekti in cementarne lahko takšne gorive prevzamejo. Ker če pogledate, kako je to oblast urejuje Evropska unija, vsi imamo iste cilje, ampak vsaka država uredi pa le malo po svoje. Zakaj po svoje? Zato, da v rešitve vključi maksimalno svoje ljudi, svoje gospodarstvo, svojo tehnologijo, svojo opremo in tako. Čist bolj navadno bom povedal, mogoče ni do kraja korektno, ampak mislim, da je. Zakaj se žigajo Nemci in so sežigali toliko odpadkov do sedaj? Se zdaj več ne bojo. Zato, ker oni gradijo sežigalnice. Oni so več denarja zaslužili, ko so zgradili sežigalnico, pol so pa še zaposlili svoje ljudi. Če pa mi gradimo sežigalnico, mi jo moramo nekje kupiti, pa kupimo samo eno. Pa je vprašanje, je to najboljše za nas. Ali imamo kakšno drugo tehnologijo, ko bo isto tako ustrezna, ko bomo tako isto dojeli cilje s kakšno okvirno direktivo, ampak bomo pa zaposlili naše ljudi. Ker vi, če vložite v varstvo okolja, vse dolgoročno je to absolutno najboljše, kaj je, ampak kratkoročno pa ni. Če ugradite v ene kanalizacije, vložite denar, ja, jutri še ni dobička in po jutrišnjem tudi ne, imate sam stroške. In pol je pa nesmotreno, da še to date, da je nekdo drugi izvaja. In mene je to žal, da na tem področju nimamo občutka do svoje družbene ekonomije. V začetku se je zero waste in pa termične sta se nekako konfliktno tepla med seboj. Vendar sedaj vidimo, da pravzaprav brez enega in drugega koncepta Slovenije ne bomo zmogli in tako v strategijo, v politiko je zero waste že nekako vkomponiran. Sam bojim se pa, da v večini javnih komunalnih podjetij koncepta zero waste še ne poznajo, da ga še ne izvajajo in bo pravzaprav bilo potrebno vložiti tudi v tem novem mandatu Ministrstva za kmetijstvo in okolje in pa podobni posveti, kot je današnji in pa tudi lanskoletni posvet, ki smo ga prav tako organizirali skupaj z znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj, kjer smo dali poudarek na konceptu zero waste. Pomemben vir energije in sekundarnih surovin na področju ravnanja z odpadki predstavlja tudi revitalizacija in sanacije že obstoječih odlagališč,
kar pomeni, da bodo ta odlagališča v prihodnosti postala rudniki energentov. To se pravi pomeni pridobivanje sekundarnih surovin, energentov in pa seveda, kar je najbolj bistvenega pomena, pridobivanja novega odlagalnega prostora na istem odlagališču. In pa drugo je pa projekt sanacije. Sanacija pa pomeni določena odlagališča, teh je pa v Sloveniji kar nekaj, so neopremljena z sistemom tesnjenja deponijskega dna, kar pa seveda anaerobni pogoji v odlagališčnem telesu pač povzročajo prekomerno onesnaževanje podzemnih vod. Torej povzročajo dobesedno grožnjo prebivalstvu. Vse večja pozornost pa se namesto ločenega zbiranja bioloških odpadkov med drugim namenja kompostiranju, ki pomeni učinkovito razgradnjo bioloških odpadkov, kar močno pripomore k varovanju in ohranjanju okolja. Zbiranje bioloških odpadkov na odlagališčih namreč negativno vpliva na okolico in globalen prostor, predvsem zaradi sproščanja metana. Naravne prvine podeželja, danes z ustrezno tehnologijo, urbana območja prenaša tako imenovana uporaba e-kompostnikov. V bistvu ti tehnološki kompostniki so najbolj aktualni v Ameriki. V zadnjem letu so zasledili 50% porast v prodaju teh e-kompostnikov. Pri nas pa nažalost to še ni razvito, tudi v Evropski uniji se še ni toliko prijelo na trg, zato pa stopamo mi in upamo, da bodo gospodinjstva začela res ekološko gledati na biološke odpadke. Uredba o odpadkih v slovenski pravni red prenaša glavni del Evropske direktive o odpadkih. Pomembna obveza Evropske unije na tem področju je vzpostavitev sistema v državah članicah EU, ki bo zagotovil predelavo 50% odpadkov do leta 2020. Nova uredba o odpadkih, ki sledi nekako direktivi, daje izreden pomen temu, da se z odpadkom ravna tako, da ni ogroženo zdravje in ni poškodovano okolje. Kdaj se poškoduje, kdaj je ogroženo, pa imamo predpise, ki temeljijo na zakonu o varstvu okolja, ki povejo, kdaj pa mi čezmerno obremenjujemo okolje, ker dejansko odpadek povzroča ali emisijo v vodo ali ravnanje z njim, ne povzroča pač emisijo v vodo, v zrak in zato imamo pač določene emisijske vrednosti, ki povejo, od kdaj naprej pa je to škodljivo ali za okolje ali za zdravje. Na drugi strani je Sloveniji za izboljšanje sistema gospodarjenja z odpadki posredovala priporočila tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD. Med njimi priporoča razvoj krovne strategije ravnanja z odpadki, okrepitev informacijskega sistema na tem področju, izboljšava recikliranja, ponovne uporabe in predelave gradbenih odpadkov. Nujno pa moramo v Sloveniji dati prednost ločenemu zbiranju odpadkov s posebnim poudarkom na ločevanju biološko razgradljivih odpadkov in lokalnemu kompostiranju. V današnjem svetu je tako, da tisti, ki ima velike emisije, se pravi tudi odpadke, v svojem proizvodnem procesu, takšen ni več konkurenčen. Ali pa na drugi strani obremenjuje okolje, kar potem seveda spet stane. Tako da je industrija tukaj seveda ključni dejavnik, ampak industrija, ki deluje v kakovostnem okolju, se pravi v okolju, ki jo suportira, v okolju, ki se odziva, ki z njo sodeluje. Tu ne gre za veliko razliko med potrošniki in industrijo. Smo pravzaprav skupaj plavamo v istem loncu. Z namenom zmanjševanja nastajanja odpadkov, njihove ponovne uporabe in recikliranja ter reševanja problema odstranjevanja ostanka odpadkov s termično obdelavo odpadkov je v dialogu stroke, podjetij in državnega sektorja dvodnevni okoljski posvet oblikoval smernice za nadaljne aktivnosti v uresničevanju vizije Slovenija brez odpadkov. Ravno kar poteka v dvorani okrogla miza in nekako je bila tudi izpostavljena želja, da se zaključki diskusije iz okrogle mize, kakor tudi zaključki celotnega poteka konference v pisni obliki predstavijo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, se pravi novemu ministru, novi ekipi, ki bo delala okrog njega, ter da se jih nekako pozove k čim prejšnjemu ukrepanju in reševanju problemov, ki pa jih zaenkrat, kolikor je za slediti v dvorani, na terenu obstaja kar veliko.